habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quolibet, vivat membra quellibet, semper sit in flora, semper sit in flore. V veliko čast si štejem, da smem danes govoriti predavanje na Slovenski tehnični visoki šoli. Želja me spremlja pri tem, da bi temu prvemu predavanju sledilo nešteto drugih, da bi jim ne bilo nikdar konca. Mladim tovarišem, naraščaju inženirja sem se namenil dati nekaj besed. Ljubezen do poklica, za katerega so se odločili, bi jim rad vdahnil. Prijetno bi jim rad naredil potovanje skozi življenje, ki naj jim srečno poteče v poklicu. 19. stoletje je bilo brez dvoma stoletje inženirja. Prineslo je parni stroj, vodne turbine, stroje za plin, za olje, dvigala, stroje za obdelovanje lesa, železa, kovin. Prineslo je predvsem elektrotehniko. Razveselilo nas z avtomobili in ne nazadnje z letali. Res je, da je veliko idej, katere nam je uresničilo preteklo stoletje, tlelo že pod pepelom preteklih dob. Res je, da so že Rimljani, da so že Egipčani poznali dvigalo. Starejša generacija inženirjev je imela lepo nalogo. Potegniti fiziko, kemijo in matematiko iz zaprašene izbe učenjaka v praktično življenje. Naučila se je virtuoznega računanja, priborila si je vpogled v skrivnosti narave. Z mogočnimi sredstvi si je ugladila pot do iznajdb, ki so spravile človeštvo z neverjetno naglico naprej. Mlajša generacija inženirjev je našla pravzaprav polje velikih idej izčrpano. Prevzeti je morala nalogo uresničevanja, izpopolnjevanja. Še več, abstraktne vede je morala vzeti na pomoč. Na višku industrije je inženir postal filozof. Poiskal si je vzvišeno stališče, raz katerega je mogel poglobiti pogled.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni akademiji ob 100. obletnici elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Posebej pozdravljamo današnje častne goste, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika, zaslužnega profesorja, doktorja Tadeja Bajda, rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja, doktorja Igorja Papiča. A warm welcome to Rector of Kremenčuk Mihajlo Ostohradski National University, Professor Dr. Zagirnjak Mihajlo Vasiljovič. Prisrčno pozdravljamo prorektorico Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Barbaro Novak, dekana Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Dolinarja, dekanje in dekane članic Univerze v Ljubljani in vse vas, spoštovani in cenjeni gostje. A warm welcome to all guests from foreign universities at the solemn occasion of 100th anniversary of Electrical Engineering University of Ljubljana. Zazvenele so uvodne besede nastopnega predavanja z naslovom Inženir, filozof in stroj velikan. Imel ga je Milan Vidmar na včerajšnji dan, pred natanko 100 leti. 19. maja 1919 so bili namreč slovesno otvorjeni tehniški visokošolski tečaji kot temelj razvoja visokošolskega študija elektrotehnike na Slovenskem. Milan Vidmar, elektrotehnik, šahist, filozof, pisatelj, pedagog. Ko je julija 1907. leta z diplomo v roki odhajal iz poslopja Tehniške visoke šole na Dunaju, je bilo pred njim razpotje: strojna tehnika ali šah. Končna odločitev je bila presenetljiva: elektrotehnika. Bil je redni profesor na elektrostrojnem oddelku Tehniške fakultete Ljubljanske univerze, prodekan in kar 5-krat dekan omenjene fakultete ter rektor Ljubljanske univerze med letoma 1942 in 1945, pa tudi predsednik Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Na akademiji je osnoval Inštitut za elektriško gospodarstvo, ki od leta 1968 nosi njegovo ime, Elektroinštitut Milan Vidmar, ter bil je med snovalci Tehniške fakultete v Ljubljani, kasnejše in današnje Fakultete za elektrotehniko. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim gostitelja današnje slovesnosti, dekana Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Dolinarja, ki mu boste gotovo glasno in slovesno zaploskali. Spoštovani, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik, profesor dr. Tadej Bajd, rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Papič, rektor Kremenčuk Mihajlo Ostohradski National University, profesor dr. Zagirnjak Mihajlo Vasiljevič, dekanje in dekani, predstavniki univerz in podjetij, kolegice in kolegi, študentke in študenti, cenjeni gostje. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim na tem pomembnem jubileju za našo fakulteto. Danes praznujemo 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. To pomeni, da je elektrotehnika na Slovenski univerzi prisotna že od njenega samega začetka. V slovenskem akademskem in tudi v gospodarskem svetu se je v teh 100 letih elektrotehnika utemeljila kot pomembna nosilka tehničnega razvoja, venomer usmerjena tudi v prihodnost.
Pred 100 leti je bilo v Sloveniji veliko ljudi, ki so živeli in preživeli svoje življenje brez elektrike. Danes si življenja brez elektrike in električnih naprav ne more predstavljati nihče več. Res je, da se še vedno da preživeti tudi brez številnih naprav, ki nam v vsakem trenutku povedo, kje smo in kje je vseh naših 1646 prijateljev, koliko korakov smo tisti dan že naredili in kako hitro nam bija srce. Res pa je tudi, da se brez elektrotehnike kot enem izmed temeljev večine sodobnih tehnologij življenje v trenutku skoraj povsem ustavi. To so, na primer, ob hudem žledu februarja leta 2014 dodobra izkusili v Postojni. Samo po zaslugi vztrajanja elektrotehniške stroke je bil le dobra 2 meseca pred žlebom odprt nov daljnovod Beričevo-Krško, ki je preprečil, da bi se takrat povsem ustavila tudi Ljubljana. Kako velika škoda bi ob tem nastala samo v gospodarstvu, še predobro veste številni današnji gostje. V 100 letih je elektrotehnika doživela še pred kratkim povsem nepredstavljiv razvoj. Tega razvoja naša fakulteta seveda ni samo opazovala od daleč, temveč lahko s ponosom trdimo, da so bili in so naši raziskovalci s svojimi znanstvenimi rezultati aktivni soustvarjalci izjemno hitrega tehnološkega razvoja. Če smo v malo bolj oddaljeni preteklosti govorili o elektrotehniki, ki se je delila na šibki in jaki tok, danes elektrotehnika na fakulteti pokriva res široka področja. Številna so se pred 100 leti zdela znanstvena fantastika. Roboti, samovozeča električna vozila, fotovoltaične celice, mikroskopsko majhna vezja in senzorji, napredne tehnologije za zdravljenje raka in srčnih aritmij, neverjeten razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki niso virtualna resničnost, ampak so tu in zdaj. Inženirji elektrotehnike so tisti, ki začetne zamisli, ki se včasih zdijo nemogoče, pretvorijo v ideje. Ideje pa v realne naprave, ki nam s pridom služijo v vsakdanjem življenju in delu. Temu razvoju še zdaleč ni videti konca in za velik del tega so v slovenskem in mednarodnem prostoru zaslužni tudi naši profesorji, raziskovalci in študentje. Velik pomen smo na naši fakulteti vedno dajali tudi temu, kar povesta gospodarstvo in okolje. Sam večkrat poudarjam, da tehniška fakulteta ne more biti dobra fakulteta brez dobrega sodelovanja z gospodarstvom. Tudi mi pa seveda radi slišimo kaj podobnega s strani gospodarstva. Veliko veselje mi bilo tako na primer, da so tako veleposlanik Japonske kot tudi predstavniki podjetja Yaskawa večkrat javno poudarili, da sta bila zelo pomembna dejavnika, zakaj je Yaskawa svojo edino evropsko tovarno robotov zgradila prav v Sloveniji, odlično sodelovanje s fakulteto za elektrotehniko in s fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani ter odlični diplomanti omenjenih fakultet. Na naši fakulteti je v 100 letih diplomiralo in tako uspešno končalo različne stopnje študija več kot 5000 diplomantov prve stopnje, 8000 diplomantov druge stopnje, 1200 magistrov znanosti in 750 doktorjev znanosti. Številke, ki morda na prvi pogled izgledajo velike, pa so veliko premajhne glede na izjemno povpraševanje gospodarstva po naših diplomantih, tako domačega kot, vedno bolj agresivno, tudi tujega. Takšno stanje lahko naše študente in diplomante vsekakor veseli, saj vstopajo v študij elektrotehnike z zavestjo, da jih po pridobljeni izobrazbi delo, če ga bodo le hoteli, že čaka. Večji izziv trenutno predstavlja pravilna predstavitev elektrotehnike mladim, saj si le redko kdo predstavlja, katera so vsa številna področja, ki jih dan danes pokriva elektrotehnika. In da je to študij, ki je absolutno primeren za oba spola. Fakulteta niso samo knjige, zidovi ali laboratorijska oprema, temveč v prvi vrsti ljudje. Zato naj na koncu ob naši 100-letnici izrazim hvaležnost vsem, ki so v preteklosti ustvarili in sooblikovali fakulteto.
Iskrena hvala našim upokojenim sodelavkam in sodelavcem, ki še vedno radi priskočite na pomoč z nasveti in izkušnjami. Najlepša hvala sodelavkam in sodelavcem za ves vaš trud ter pogumno in samozavestno sprejemanje številnih izzivov. Hvala tudi vsem študentkam in študentom, ki ste se odločili pustiti odtis v tehnološkem napredku. Vendar ne v tehnološkem napredku, ki bo sam sebi namen, temveč takem, ki bo prijazen ljudem in okolju. Hkrati pa bo pomagal popraviti še marsikateri okoljski greh iz bližnje in daljne preteklosti. Spoštovani gostje, hvala, ker ste nas danes počastili s svojo prisotnostjo. In najlepša hvala vam za vaš čudovit nagovor dobrodošlice. Spoštovani in spoštovane, k besedi zdaj vabimo predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Hvala lepa. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje slovesnosti, spoštovani dekan Fakultete za elektrotehniko, dr. Gregor Dolinar, cenjeni rektor Univerze v Ljubljani, dr. Igor Papič, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Tadej Bajd, distinguished guest, Mr. Zagirnjak Mihajlo Vasiljevič, rector of Kremenchuk Mihajlo Ostrohradski National University. It's my pleasure and honor to welcome you today to this centenary jubilee celebration. Cenjeni nastopajoči, visoki gostje, gospe in gospodje. Z veliko častjo sem prejel povabilo, da vas, cenjeno občinstvo, nagovorim v imenu drugega doma slovenskega parlamenta. Počaščen in ponosen sem, da sem lahko osebno del tega častitljivega jubileja, kot je 100-letnica Fakultete za elektrotehniko in seveda tudi 100. letnica Univerze v Ljubljani. Namreč 5 fakultet je bilo leta 1919 ustanoviteljic Univerze v Ljubljani in Tehniška fakulteta z elektrostrojnim oddelkom je bila med njimi. V govoru ob 10. letnici Univerze v Ljubljani je tedanji rektor, dr. Milan Vidmar, njegovim besedam smo danes v uvodu zvedavo prisluhnili, izpostavil nekaj zelo pogumnih in preroških misli. Med njimi tudi to o vlogi in pomenu univerze za naš slovenski prostor. In sicer je dejal takole. Ta univerza nam ni potrebna samo zaradi učenja in znanosti. Potrebujemo jo zato, ker je naša in ker ne more nobena tuja univerza dajati naši akademski mladini duha, ki ga daje naša. Naš akademski izobraženec mora tudi znanstveno misliti, govoriti in pisati po naše. Kako zelo pomembne so predavalnice univerze za prihodnost naroda, njegovo identiteto in širšo mednarodno veljavo, tega se tudi 90 let kasneje premalo zavedamo. Premalo cenimo naše znanje, naše inženirje, naše inovatorje in promotorje znanosti. In to je v prvi vrsti naloga politike, tudi Državnega sveta Republike Slovenije, v katerem zastopamo ponosno in jasno tudi glas univerz. A ker danes slavimo, bom pustil kritiko raje čez cesto ter se posvetil bolj bistvenemu razlogom za današnje slavje. Danes si ne znamo predstavljati življenja brez elektrike in tehnike, ki nas spremljata na vsakem koraku. Olajšata delo, bivanje, vedno bolj tudi potovanje. V enem samem tednu brez elektrike bi bili deležni prave katastrofe. Nepredstavljivo. Sila elektrike je supermočna in kot taka kraljuje milijarde let. Sprva skritih in nam nedoumljivih, potem pa njen preboj s koncem 18. stoletja vse do danes. Ko domišljavo mislimo, da vemo in poznamo njeno delovanje, nas spet znova preseneti. In kakšen pečat v tej nikoli zaključeni zgodbi puščamo Slovenci?
O tem, kako napreden narod smo bili Slovenci že od vsega začetka, pričajo številna znana imena, pa tudi dejstvo, da je že leta 1898 v Ljubljani začela obratovati mestna elektrarna na premog. Ob koncu prve svetovne vojne pa je bila Slovenija gotovo najbolj elektrificirani del nove države Srbov, Hrvatov in Slovencev. To dobro popotnico ste na fakulteti znali izkoristiti, nadgraditi in vse znanje, radovednost in navdušenje več kot uspešno prenesti na nove in nove generacije študentov. Ti pridejo uka željni v vašo stavbo, iz nje pa odhajajo kot usposobljen in pri delodajalcih zelo iskan kader. Na raznih tekmovanjih žanjete uspehe, v mladih spodbujate podjetniške in inovativne žilice, da s svojimi rešitvami in izumi pomagajo na različnih segmentih družbe. Hitro ste tudi prepoznali dobre plati sodelovanja fakultete s podjetji in si tako podajate znanje in izkušnje, ter skupaj iščete rešitve za realne probleme, s katerimi se ne le slovenska, temveč zlasti uveljavljena multinacionalna podjetja soočajo pri svojem delu. Pametne tovarne in hiše, avtonomna vozila in tako dalje. Ljudje smo postali že povsem odvisni od naprav, zato verjamem, da dela za vas nikoli ne bo zmanjkalo. Spoštovani, v tem tednu smo obeležili Mednarodni dan svetlobe. Svetloba je vir življenja in tudi danes v 21. stoletju, ko se soočamo z različnimi krizami in podnebnimi spremembami, ki povzročajo naraščanje potreb po energiji, mati zemlja pa z njimi postaja vse bolj siromašna, je ključ rešitve v znanju. Torej v vas, ki ste neusahljiv vir številnih tehnoloških in družbenih inovacij na tem področju. Želim vam, da še naprej tako uspešno širite znanje na mlade. Na njihova luč znanja poganja nove rešitve, ideje in izume, ki bodo naredile naše sobivanje prijetno, mirno in ustvarjalno, ter s tem osmislile in osvetlile pot v prihodnost. Spoštovani profesori, želim vam veliko uspešnih diplomantov, študentom in diplomantom pa veliko uspehov pri študiju in seveda dobrih zaposlitev v svojem življenju. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, v veliko čast nam je, da je z nami tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik, zaslužni profesor, dr. Tadej Bajd, ki mu bomo z velikim veseljem prisluhnili. Spoštovane kolegice in kolegi, v tem kratkem nagovoru želim predvsem povedati, da sem bil vselej zelo ponosen, da pripadam fakulteti za elektrotehniko. Najprej sem bil ponosen kot njen študent. Zelo sem cenil svoje profesorje, niso me naučili samo stroke, naučili so me tudi, kako se je treba učiti in to mi pride prav še danes. Potem sem bil ponosen kot njen raziskovalec. Imel sem srečo, da sem bil v skupini profesorja Vodovnika. Ta me je naučil, da mora biti znanost odlična in mednarodna. Vesel sem bil, da sem lahko delal v interdisciplinarnem okolju in da so bili rezultati naših raziskav v očitno pomoč bolnikom. Zelo sem cenil njegovo visoko etično držo in posebej še njegovo odlično lastnost združevanja raziskovalcev z različnih področji, lastnost, ki jo danes pogrešamo v našem raziskovalnem okolju. Nazadnje sem bil ponosen, da sem bil profesor fakultete za elektrotehniko. Vesel sem bil, da sem skupaj s kolegom Kraljem lahko začel s poučevanjem in raziskovanjem na področju robotike, pravzaprav iz nič. In danes nihče ne dvomi, da je robotika pomembna tako za znanost, kot tudi za slovensko gospodarstvo. Na koncu naj rečem, da so pravzaprav to tri glavne lastnosti fakultete za elektrotehniko. Odlično izobraževanje, mednarodno pomembno raziskovanje in vključevanje vedno novih področji znanosti in izobraževanja. Vesel sem, da ob današnji slovesnosti
lahko Fakulteti za elektrotehniko čestitam tudi v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in ji voščim vivat, crescat, floreat. Hvala. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, z veseljem in spoštovanjem pa pred mikrofon vabimo še profesorja dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani predsednik akademije, dragi dekan, kolegice, kolegi, študentke, študenti, cenjeni gostje, še posebej kolega rektor iz Ukrajine. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim uradno tudi v imenu Univerze v Ljubljani na tem pomembnem dogodku na slavnostni akademiji ob 100-letnici elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je gotovo najstarejša, največja in najbolj uveljavljena izobraževalna in znanstveno-raziskovalna ustanova v državi. Pomembna članica te univerze seveda tudi Fakulteta za elektrotehniko, ki je ena od naslednic ustanovne tehniške fakultete, torej tudi Fakulteta za elektrotehniko letos skupaj z univerzo praznuje 100-letnico našega skupnega delovanja. Dostikrat poudarjam, da govorimo o 100-letnici Slovenske univerze. Prav tako poudarjam, da sega v začetki univerze precej dlje v zgodovino, če govorimo o Ljubljani, o Sloveniji. Vsi vemo, da lahko letos praznujemo tudi 400-letnico visokošolskega izobraževanja. Kot je znano, leta 1619 so jezuiti začeli s prvimi predavanji na visokošolski ravni. Če pobrskamo še malo po zgodovini, se lahko ustavimo na letnici 1704. Takrat so se začela predavanja iz filozofije in prava, kasneje so dodali nekaj fizike in matematike. Gotovo moramo omeniti obdobje ilirskih provinc, letnico 1810. Takrat smo začeli tudi vsebinami iz področja medicine in seveda tehnike. To je bila tudi prva oblika univerze na našem prostoru. Kot sem omenil, je bila ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 takratna tehniška fakulteta ustanovna članica univerze. Visokošolski tehniški študij pa se je začel z ustanovitvijo 2 visokošolskih tečajev maju 1919, kot je bilo danes že omenjeno. Torej še pred uradno ustanovitvijo univerze. Nastopno predavanje z že omenjenim naslovom inženir filozof in stroj velikan je imel nestor slovenske elektrotehnike, profesor dr. Milan Vidmar. Tako se je začel študij, ki je še vedno izjemno cenjen, tako doma kot tudi v tujini. Danes predstavlja Fakulteta za elektrotehniko zibelko razvoja najnovejših tehnologij na področju digitalizacije, informatike, elektronike, robotike, biomedicinske tehnike, avtomatike, elektroenergetike, mehatronike in prepričan sem, da bi lahko še našteval. Že v preteklosti je naša fakulteta seveda odločilno prispevala tudi k razvoju gospodarstva. Poleg osnovnih dejavnosti, se pravi izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela, je bilo to vedno vodilo in pa motiv za nadaljnji razvoj. In že v preteklosti so naši profesorji odločilno prispevali k razvoju in pa ustanavljanju novih inštitutov in novih tovarn. Fakulteti za elektrotehniko ter njenim tedanjim profesorjem in kasnejšim generacijam se ob tem pomembnem jubileju zahvaljujem za odlične pedagoške in znanstveno-raziskovalne dosežke na področju elektrotehnike. Zahvala gre tudi številnim generacijam, študentom in kasneje inženirjev elektrotehnike, ki so pomembno prispevali k razvoju slovenske družbe s svojim razdajanjem znanja v industriji. Dovolite mi, da Fakulteti za elektrotehniko in vsem njenim sodelavcem nam zaželim seveda še uspešno delo vsaj naslednjih 100 let. Prepričan sem, da bo Fakulteta za elektrotehniko
še naprej igrala pomembno vlogo, bila pomemben dejavnik ne samo pri razvoju Univerze v Ljubljani, ampak pri razvoju slovenske elektrotehniške industrije. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, inženirji elektrotehnike so in ste danes na vodilnih položajih številnih pomembnih znanstvenih ustanov in najuspešnejših slovenskih podjetij. In vsakič znova se radi pohvalimo s tem. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektor Univerze v Ljubljani, direktor Instituta Jožef Stefan in še mnogi drugi, s katerimi prav danes delimo veselje ob tem jubileju, ste diplomirali na Fakulteti za elektrotehniko. Med rektorji Univerze v Ljubljani pa je bilo še nekaj inženirjev elektrotehnike. To so bili Milan Vidmar, Mirjan Gruden, Slavko Hodžar in Alojz Kralj. Ponosni smo tudi na to, da se naši inženirji, sodelavci in študenti aktivno udejstvujejo na različnih področjih in širijo svoja obzorja tudi izven tehničnih okvirjev. Iz publike se nam bodo zdaj na odru ponovno pridružili študenti in sodelavci fakultete in se predstavili z glasbenimi točkami. Vokalno skupino Fakultete za elektrotehniko smo slišali že v uvodu te naše slovesnosti s himnama. Skupaj s fakultetnim bendom, ki je imenovan Kilovatna ura, pa bodo izvedli avtorsko delo z naslovom Roke na tleh. Zbor je bil ustanovljen leta 2000 na pobudo tedanjega dekana Fakultete za elektrotehniko, akademika Tadeja Bajda. Danes pa vokalna skupina šteje že 21 članov, sodelavcev in študentov Fakultete za elektrotehniko. Bend Kilovatna ura pa je nastal kot priprava na eksperiment, kako bi zvenela akustična kitara v gluhi sobi. K sodelovanju so bili povabljeni tudi študentje, ki igrajo različna glasbila, in eksperiment je prerasel v idejo fakultetnega benda, ki danes uspešno raste že drugo leto. Spoštovani in spoštovane, vokalna skupina Fakultete za elektrotehniko in bend Kilovatna ura nam bodo zdaj zaigrali in zapeli skladbo z naslovom Roke na tleh. Vam pa predlagam roke v aplavz.
elektrotehnika je prodrla do velikanskih strojev. Pred letom se je porodil velikan za 60.000 kilovatov, torej za 100.000 konjskih sil. Številka dobi šele pravo obliko, če stopi neposredno pred oči opazovalca. Stroj za 60.000 kilovatov dvigne lahko vsako sekundo 60 milijonov kilogramov 1 meter visoko. V minuti bi nam torej lahko dvignil veliko obloženo ladjo na 100 metrov visok hrib. Ideja prinese sveže ovire. Neizprosno kritizira življenje. Ideja velikega stroja nam stoji jasno pred očmi. Zakaj je šla tehnika težko pot od 10 konjskih sil do 100.000 konjskih sil? Ker 10.000 strojev po 10 konjskih sil porabi 10-krat toliko bakra, železa in drugih snovi kot en stroj za 100.000 konjskih sil. Ker veliki stroj zahteva le 10% stroškov, katere zahtevajo mali stroji iste skupne zmožnosti za delo. Dejstvo, da mere stroja drugače rastejo kot teža, stroški in poraba energije, nam stavi problem velikega stroja. Dejstvo, da tudi vse druge lastnosti stroja sledi vsaka svojemu zakonu, dela inženirju problem interesanten. Vsak inženir ve, da material električnega stroja težko dela. Segreje se od dela. En del energije, ki teče skozi stroj, se izgubi v železu, bakru, v obliki toplote. Izkušeni inženirji vejo, kako težko je hladiti obtežen električni stroj. Potrdili bodo, da je v zadnjih letih elektrotehnika morala spraviti v problem odvajanje toplote v ospredje. S toploto se bori stroj, velikan v prvi vrsti.
Današnji nastopi Janeza Dovča z eksotičnimi, malo da ne futurističnimi inštrumenti, kot so denimo Teslina tuljava, laserska harfa, teremin pa različni sintetizatorji zvoka, doma narejeni inštrumenti in vsakdanji predmeti, so povezani z njegovo glasbeno-gledališko predstavo Tesla, v kateri s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov predstavlja svet znamenitega Nikole Tesle. Vse današnje točke so prirejene v čast praznovanju 100-letnice elektrotehnike in so avtorsko delo Janeza Dovča ter v sebi združujejo njegova najljubša svetova, fiziko in glasbo. Fakulteta za elektrotehniko tradicionalno zelo dobro sodeluje z gospodarskim okoljem. O prenosu in uporabi znanja z fakultete v gospodarstvo pričajo inovacije ter vrsta oblik raziskovalnega in razvojnega sodelovanja z industrijo, kot tudi številne nagrade in priznanja domačih in tujih organizacij. Na oder zdaj z veseljem in spoštovanjem vabim gospoda Marjana Drmoto, člana uprave koncerna Kolektor in predsednika razširjenega upravnega odbora Fakultete za elektrotehniko, da prisluhnemo njegovemu pogledu na povezovanje akademske sfere z gospodarstvom. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom. Hvala. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik Tadej Bajd, spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Papič, spoštovani dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Dolinar, spoštovani visoki gostje, kolegice in kolegi. Ob praznovanju izjemne obletnice, 100-letnice elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, z globokim spoštovanjem izražam čestitke za dosežen jubilej, tako Fakulteti za elektrotehniko, kot tudi Univerzi v Ljubljani. Pogosto so obletnice priložnost za pogled nazaj in razmislek vnaprej. Vendar ni moja vloga danes tukaj, da na strukturiran, inženirski način analiziram dogodke in dosežke fakultete v preteklosti in v duhu nepredvidljivosti časa iščem definicijo vsebine za prihodnost. Moj namen kot gospodarstvenika je,
da razmišljam o vlogi in poslanstvu, ki jo je fakulteta imela v času njenega obstoja in še posebno o pričakovanjih v prihodnosti v okviru gospodarstva. Ugotavljam, da se njena vloga pravzaprav ne spreminja. Tako kot je na včerajšnji dan pred 100 leti pokojni akademik Milan Vidmar izpostavil izzive, ki stopajo pred inženirje v tistem času, je tudi danes temeljno poslanstvo fakultete, da svojim načinom delovanja, vsebinami in organizacijo vzgaja inženirski kader, ki se spoprijema s trenutnimi izzivi človeštva ali celo več, ki s svojimi iznajdbami in rešitvami pomembno oblikuje okvir sedanjosti in celo prihodnosti. Če sledim prej navedenemu izhodišču, potem lahko z gotovostjo in ponosom trdim, da je fakulteta za elektrotehniko to poslanstvo opravila in opravlja z odliko. Ne glede na področje, ki ga izobražuje oziroma na kateremu je dejavna, so pridobljena znanja diplomantov in njeni dosežki na primerljivi svetovni ravni. Diplomanti to potrjujejo skozi številna uspešna slovenska podjetja, ki izvajajo svoje poslovanje na globalnem trgu ali nemalokrat tudi kot zaposleni v tujih podjetjih, kjer so diplomanti naše fakultete zelo zaželeni. Rešitve pridobljene kot plod sodelovanja fakultete in industrije pa so drugi primer potrditve smisla njenega obstoja in delovanja. Tudi ne želim danes poudarjati že zgoljeno tezo o pomenu sodelovanja med gospodarstvom in fakulteto. Menim namreč, da je to slehernemu normalno mislečemu jasno, tako na strani gospodarstva, kot tudi fakultete. Prepletenost poslanstev obeh sfer, akademske in gospodarske, nas postavlja v kontekst simbioze. Samo ob zglednem sodelovanju in medsebojnem spoštovanju dosegamo svoj maksimum in smisel in cilj. Dober rezultat sledi kot posledica tega. Spoštovana fakulteta za elektrotehniko, 100 let obstoja in delovanja, ki ga imaš za seboj, naj ti ne predstavlja bremena za prihodnost, ampak bogat zaklad izkušenj zanjo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, fakultetni laboratoriji raziskovalno in razvojno sodelujejo s slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami na različne načine. Po naročilu izvajajo konkretne raziskovalno-razvojne projekte, vključujejo se v centre odličnosti, tehnološke platforme in mreže ter usposabljajo doktorske študente iz gospodarstva. Odlično sodelujejo s slovenskimi in tujimi podjetji. V številkah to pomeni, da je imela fakulteta v preteklem letu z njimi sklenjenih več kot 130 različnih pogodb. Na podlagi teh pogodb je v preteklem letu realizirala 3 milijone evrov prihodkov, kar predstavlja pomemben delež v strukturi celotnih prihodkov Fakultete za elektrotehniko. Visoke številke so vsekakor rezultat preteklega več desetletnega povezovanja visokošolskega prostora s slovenskim gospodarstvom in drugimi javnimi zavodi. Zato se želi fakulteta še posebej zahvaliti tistim podjetjem in organizacijam, s katerimi je v tem obdobju realizirala številne uspešne skupne projekte. Pri marsikaterem od teh projektov so vključeni tudi študenti Fakultete za elektrotehniko. Prepričani smo, da se to sodelovanje odraža tudi v poslovni uspešnosti teh podjetij in
hkrati v odličnih diplomantih, ki prihajajo z fakultete. Zdaj bomo podelili priznanja za dolgoletno uspešno sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, zato z velikim veseljem in spoštovanjem na oder še enkrat vabim gospoda dekana. Hkrati pa vas, spoštovani in spoštovani, vabimo, da nagrajenci ob prejemu priznanja ostanete z nami na odru za skupno fotografijo. In, gospe in gospodje, cenjeni gostje, priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje s fakulteto prejme Kolektor Group d.o.o. Na oder zopet vabimo gospoda Marjana Dermoto, člana uprave koncerna Kolektor. Iskrene čestitke. Priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prejme Institut Jožef Stefan. Na oder vabimo profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča, direktorja. Priznanje prejme tudi Elektroinstitut Milan Vidmar. Na oder vabimo direktorja, doktorja Borisa Žitnika. Hvala bendu Kilovatna ura, ki so se odločili popestriti to našo podelitev priznanj, in naš naslednji aplavz je namenjen RLS merilni tehniki. Na oder vabimo direktorja gospoda Janeza Novaka. In priznanje ter zahvala za dolgoletno uspešno sodelovanje gre tudi družbi Eles. Na oder vabimo direktorja področja za upravljanje s sredstvi in projekti, gospoda Mirana Marinška. Najlepša hvala in iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. V nadaljevanju akademije bomo priznanja podelili še 5 podjetjem, s katerimi Fakulteta za elektrotehniko odlično sodeluje. Zdaj pa vas, spoštovani, vabimo v dvorano, od koder bo najlepši pogled na nadaljevanje naše akademije. Ko nas bo z glasbo zopet pobožala vokalna skupina Fakultete za elektrotehniko in bend Kilovatna ura. Tokrat s popevko, ki jo vsi zelo poznamo in s katere naslovom se vsi gotovo strinjamo. Življenje je lepo. Včasih se ti zdi, da vse čudno je.
19. maja leta 1919 so bili slovesno odprti tehniški visokošolski tečaji. Nastopno predavanje z naslovom Inženir, filozof in stroj velikan je imel Milan Vidmar, ki je postal vodilna sila na področju elektrotehnike. V letu 1919 sta bila organizirana 2 tečaja, ki ju je uspešno zaključilo vsaj 43 študentov. Ti so se v naslednjem šolskem letu vpisali v drugi letnik študija, ki pa je že imel priznan akademski značaj. 23. julija tega leta je bila namreč v Ljubljani ustanovljena Slovenska univerza in elektrotehnika je skupaj s strojništvom dobila svoj oddelek na Tehniški fakulteti, ki jo je najprej vodil dekan Karl Hinterlechner, nato pa Max Samec. Študenti, ki so pričeli študijem leta 1919, so morali študij po zaključenem drugem letniku nadaljevati na tujih univerzah. Študij 3. in 4. letnika je bil namreč vzpostavljen šele leta 1922. Leta 1925 je dekanovanje prvič prevzel Milan Vidmar. Istega leta je na fakulteti diplomiral prvi elektroinženir, do leta 1928 pa je študij dokončalo 30 študentov. Poleg pedagoškega je potekalo tudi znanstveno-raziskovalno delo, pri obeh je bil poudarek predvsem na elektrofiziki in merilni tehniki. Delo se je znatno izboljšalo, ko so na fakulteti vzpostavili merilni laboratorij. V sklopu fakultete je deloval Elektrotehniški inštitut, v katerem so izvajali meritve za električne stroje, fotometrijo, visoko napetost in visoko frekvenco. V 30. in 40. letih ni prišlo do večjega napredka na fakulteti ali elektrotehničnem oddelku, saj je bila univerza skozi celotno obdobje kraljeve diktature prisiljena v krčenje. Kljub temu je oddelek tehnike do leta 1946 uspel izobraziti 167 diplomantov elektrotehnike. Ti so bili v tem obdobju usmerjeni predvsem v praktično konstruktivno smer, v času študija pa so pridobili tudi fizikalno razumevanje električnih ter mehanskih naprav jakega toka. Poleg pedagoškega dela, izdaj knjig in člankov, je na fakulteti potekalo tudi zbiranje izrazov za elektrotehniški terminološki slovar. Milan Vidmar se je v tem času ukvarjal z raziskovanjem ekonomike pri konstruiranju transformatorjev, Venčeslav Koželj, ki se je ukvarjal predvsem z elektromagnetnimi polji, pa je pričel uvajati matematično-analitično metodo reševanja znanstvenih problemov. Z raziskovanjem in preučevanjem področja metrskih ter submetrskih elektromagnetnih valov se je ukvarjal Mario Sana. Leta 1924 je z oddajnikom lastne izdelave pričel s poskusnim oddajanjem Radia Ljubljana. V letu 1928 je radio pričel z rednim oddajanjem. K raziskovalnemu in pedagoškemu napredku je pripomogel tudi Vratislav Bedjanič, ki je v teorijo električnih strojev vpeljal sodobne metode računanja in projektiranja. Zaposleni na fakulteti so s svojim znanjem pripomogli k napredku slovenskega gospodarstva, ustanovili pa so tudi strokovno revijo Elektrotehniški vestnik, najstarejšo elektrotehniško revijo na področju nekdanje Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni se je razvila v mednarodno priznano elektrotehniško revijo in obstaja še danes. Ob italijanski okupaciji Ljubljane so nekateri študentje, kot tudi profesorji, začasno prekinili z delom in nekateri izmed njih so se aktivno vključili v osvobodilno fronto. Svojim skrivnim delovanjem so v sklopu radiotelegrafskega krožka izdelovali adapterje, ki so uporabnikom omogočili poslušanje radijskih postaj, ki jih okupator ni dovoljeval. Izdelali so radijski oddajnik, imenovan Radio Kričač, ki je najverjetneje prvič redno oddajal 17. novembra leta 1941 na domu študenta elektrotehnike Milana Osredkarja. Delovanje oddelka je bilo okrnjeno tudi po koncu vojne, saj je bila notranjost tehniške fakultete med njo uničena, tako da je bilo potrebno stavbo po vojni obnoviti ter ponovno opremiti. Pri tem so v udarniških akcijah sodelovali zaposleni in študentje. Zaradi njihove prizadevnosti ter finančne pomoči države je fakulteta lahko jeseni leta 1945 pričela delovati v polnem teku. Povojna obnova starih prostorov kmalu ni več zadostovala eksplozivnemu razvoju stroke. Zaradi povečevanja števila študentov so morali vodilni tehniške fakultete razmišljati o novih zgradbah in tako sta v bližini Vidmarjevega inštituta za elektriško gospodarstvo zrasli stavbi namenjeni študiju šibkega in jakega toka. Najprej je bil realiziran načrt zgradbe šibkega toka na Teslovi ulici 30, kjer je prostor dobil tudi Inštitut za elektroniko. Stavba jakega toka na Tržaški cesti 25 pa je bila zgrajena nekoliko pozneje.
V tem obdobju so se odvijale prostorske in organizacijske spremembe, saj se je študij elektrotehnike razdelil na dva odseka, jaki in šibki tok. Z junijem leta 1957 je prišlo do združevanja sorodnih fakultet oziroma ved. Tako je nastala Fakulteta za elektrotehniko in strojništvo, njen prvi dekan je postal France Avčin. Junija 1960 sta se strojništvo ter elektrotehnika ločili in takrat je nastala Fakulteta za elektrotehniko. Povojne razmere zaradi pomankanja naprav in instrumentov niso bile idealne za znanstveno-raziskovalno delo oddelka oziroma Fakultete za elektrotehniko. Na področju šibkega toka so se ukvarjali predvsem z radiotehniko. Ta je bila v domeni Inštituta za elektrozveze pod vodstvom Mirjana Grudna, ki je bil ustanovljen leta 1948. Več sodelovanja z gospodarstvom je bilo na jakem toku. Ernest Pehani je bil šef oddelka za proizvodnjo in prenos električne energije pri Ministrstvu za industrijo in rudarstvo. Henrik Čopič, pomočnik ministra, v gospodarstvu pa se je uveljavil s svetovanjem glede termoelektrarn. K razvoju je prispeval tudi laboratorij za elektrometrijo, ki ga je leta 1954 ustanovil Roman Poniš in je vplival na nastanek industrije električnih in elektrogospodinskih elementov. Leta 1965 je Lojze Vodovnik ustanovil laboratorij za medicinsko elektroniko in biokibernetiko, danes laboratorij za biokibernetiko, poznan je bil kot izjemen znanstvenik in pedagog. Zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko so tako pomembno pripomogli k razvoju slovenske industrije, ki pa je pričela tudi sama opremljati fakultetne laboratorije. Leta 1958 je bila dograjena velika predavalnica ob Tržaški cesti 25, leta 1964 pa še sodobna stavba na isti lokaciji. Začetek 70. let je zaznamovala ponovna združitev obeh oddelkov v isti stavbi. Leta 1972 se je v na novo povečano stavbo na Tržaški 25 vselil oddelek za šibki tok. V 70. letih so se pričela razvijati nova področja: mikroelektronika, nuklearne elektrarne, kibernetika, avtomatika in računalništvo, ki so zahtevala daljše obdobje študija. Poleg 6 rednih smeri so leta 1974-75 pričeli tudi z višješolskim študijem za Iskro in RTV Ljubljana. S tem so se oddolžili za investicije podjetij. Poleg reorganizacije programa je potekala tudi reorganizacija delitve znotraj fakultete. Leta 1974-75 je pričelo delovati 10 organizacijskih enot ali kateder. Svoje mesto je na fakulteti dobilo tudi 37 laboratorijev, ki so omogočali znanstveno-raziskovalno dejavnost fakultete. V 80. letih se je študij informatike in računalništva vedno bolj razvijal, tako da se je leta 1988 fakulteta preimenovala v Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo. Na njej je študiralo več kot 3000 študentov, ki so jim bile na voljo inženirska, diplomska, magistrska ter doktorska stopnja študija. Poleg tega so na fakulteti nadaljevali s programi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja. 90. leta je zaznamovala cepitev fakultete, leta 1996 sta namreč nastali Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za elektrotehniko. Fakulteto za elektrotehniko je obiskovalo okoli 1500 študentov, ki so jim bili od leta 1993 na voljo prenovljeni programi. Tega leta se je pričel izvajati univerzitetni študijski program elektrotehnike, ki je trajal 4 leta in pol, od leta 1996 pa se je izvajal tudi 3-letni visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike. Od leta 1998 je bil mogoč še nadaljevalni izredni študij elektrotehnike. Študentje so po opravljenem dodiplomskem študiju lahko opravili tudi magistrski in doktorski študij. Leta 1997 je bil uveden tudi podiplomski specialistični študij tehnologija vodenja industrijskih procesov, ki se je izvajal v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. Na podlagi kriterijev Ministrstva za znanost in tehnologijo je na fakulteti pričelo delovati 16 programskih skupin, raziskovalci pa so uspešno sodelovali tudi v mednarodnih raziskovalnih projektih. Približevanje Slovenije Evropski uniji je poleg novih oblik sodelovanja ponudilo tudi nove vire financiranja. Prelom z 20. v 21. stoletje je na Fakulteti za elektrotehniko predstavljal čas, v katerem je prišlo do velikih sprememb. Uvedeno je bilo programsko financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, izvedena je bila bolonska reforma študija, spremenila se je tudi visokošolska zakonodaja.
Če je bilo v 90. letih sodelovanje z gospodarstvom upočasnjeno, pa se je v obdobju od leta 2004 do 2008 izboljšalo. Povečalo se je projektno delo. Projekti so prispevali k povezovanju fakultete z gospodarstvom. Od leta 2005 do leta 2010 je na fakulteti potekalo od 80 do 160 projektov za slovenska podjetja. Poleg tega je fakulteta uspešno pridobivala tudi mednarodne razvojne projekte. Za pedagoško delo je imela fakulteta v prvem desetletju 21. stoletja 22 sodobno opremljenih predavalnic, študentom so bili na voljo računalniki ter brezžični internet na celotnem območju fakultete. Danes fakulteta izvaja le še bolonjske študijske programe na vseh 3 stopnjah. Ponuja strokovna izpopolnjevanja in dopolnilna izobraževanja strokovnjakov različnih tehniških strok. Raziskovalno delo poteka v okviru 30 laboratorijev in 2 raziskovalnih skupin na 9 katedrah. Zaposleni izvajajo programe in projekte v okviru razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovenskim gospodarstvom, industrijo in drugimi organizacijami ter so vključeni v različne programe Evropske skupnosti. Številne prejete nagrade pričajo, da je prispevek fakultete k razvoju tehnoloških področij od gospodarstva do vsakdanika nezanemarljiv. Pravzaprav si sodobnosti ne moremo več zamišljati brez številnih možnosti, ki nam jih omogočajo inovacije na področju elektrotehnike. Študij elektrotehnike bo tako tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri oblikovanju bodočih generacij elektrotehnikov, ki s svojimi dognanji ne bodo prispevali zgolj k razvoju stroke, ampak celotne družbe. Si zasluži aplavz ta pregled zgodovine. Video o zgodovini Fakultete za elektrotehniko, ki smo si ga ravnokar ogledali, je nastal s pomočjo arhivskih gradiv Radiotelevizije Slovenija in posameznikov na Fakulteti za elektrotehniko. Izdelali pa so ga študenti multimedije Fakultete za elektrotehniko. Večji del spominov je fakulteta shranila tudi v zbornik ob 100-letnici. Nekaj izvodov bo na voljo v predverju, objavljen pa bo tudi v spletni obliki. Zdaj pa, spoštovani in spoštovane, sledi podelitev drugega dela priznanj podjetjem, ki s Fakulteto za elektrotehniko uspešno sodelujejo v daljšem obdobju. Zato na oder zopet z veseljem in spoštovanjem vabim dekana Fakultete za elektrotehniko, profesorja dr. Gregorja Dolinarja, ki bo priznanja podelil. Tudi tokrat prejemnike priznanj vabimo, da ostanete z nami na odru za spominsko fotografijo. Priznanja za dolgoletno uspešno sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prejme Telekom Slovenije. Na oder vabimo direktorja dostopolnih omrežij, gospoda Matjaža Pogačnika. Priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje prejme tudi Radiotelevizija Slovenija. Na oder prihaja magister Marko Fili, pomočnik generalnega direktorja za tehniko, investicije in informacijsko tehnologijo. Naš naslednji aplavz in zahvala je namenjena družbi Iskra Emeko. Na oder vabimo tehničnega direktorja, magistra Marka Mišmaša. Priznanje in zahvala gre nedvomno tudi družbi Iskratel. Na odru se veselimo glavnega direktorja družbe Iskratel, gospoda Željka Puliča.
In na koncu, vendar nikakor ne nazadnje, še zahvala družbi Siemens. Na oder z velikim veseljem vabimo direktorico, gospo Medejo Lončar. Iskrena hvala in čestitke vsem prejemnikom priznanj, za konec pa tudi vaš šopek nasmehov. Spoštovani in spoštovane, z izbiro poklicne poti na področju elektrotehnike in sodobnih tehnologij smo dobili priložnost soustvarjati enega izmed najbolj pomembnih področji za obstoj družbe. Poslanstvo univerze je, da vsa naša znanja ponosno in z odgovornostjo predajamo naprej novim generacijam. Prvi korak, kako bomo to uspešno počeli naslednjih 100 let, pa lahko naredimo med druženjem, ki bo sledilo v drugem predverju Cankarjevega doma. Današnji večer pa bosta zaključila Janez Dovč z lasersko harfo in igralec ter profesor Tomaž Gubenšek, tudi dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, z zaključno interpretacijo nastopnega predavanja Milana Vidmarja. In seveda bi bilo greh ne še enkrat slišati benda Kilovatna ura. Za vrednost dela inženirja je kakor za vsako drugo delo največjega pomena ljubezen do poklica. Pravi inženir mora živeti v svojem delu. Zabava mu mora biti poklic. Doživeti mora veliko onih svečanih trenutkov, v katerih se mu naenkrat odpre pogled v čarobno tajnost trenutkov, v katerih pozabi nase, na okolico, na ubogo telesno življenje. Inženir, filozof je pravzaprav šele v zadnjih letih razkril dejstvo, ki je za naraščaj inženirja največjega pomena. Dejstvo namreč, da stoji tehnika vseh raznovrstnih strojev pred novim velikanskim problemom, ki bo najbrž zaposlil celo vrsto generacij. Iz izkušenj nas uči, da se narava drži svoje poti, da je stanovitna, da ne skače sem ter tja. Moderna metoda iskanja smeri je torej velikega pomena. Povsod si moramo poiskati najprej smer, potem šele smemo prekoračiti bojno črto. V zadnjih letih je teorija začela z uspehom iskati pot elektrotehnike v bodočnost. Začela je razsvetljevati temno pot v neznano polje velikega stroja. Začela je najprej napovedovati težave, ki nas čakajo. Začela je reševati probleme, predno so se nam zares postavili. Naraščaj današnjih elektroinženirjev ima mogoče najinteresantnejše naloge pred seboj. Preroško teorijo bo izpopolnil, začel bo računati in konštruirati v velikem stilu. Problema velikega stroja ne bo izčrpal. Pač je ravno moderna teorija, ki posega deloma že prav daleč v prihodnost, razkrila že nekaj čisto novih, čisto nepričakovanih težav prav velikega stroja, ne da bi bila našla tudi rešitev.
Te rešitve bo našla gotovo ena prihodnjih generacij elektroinženirjev. Znano dejstvo je, da takrat, ko nastopi prava potreba, ko postane problem res velikega pomena, rešitev ne izostane dolgo. Sila lomi kola tudi v tehniki. V njih mogoče še bolj gotovo kot kje drugje.